določene institucije, kot je zasebna lastnina, pa ne samo zasebna lastnina, tudi družina, so bile v času komunizma izrazito pod udarom, nezaželene in ta sovražnost do kapitala, do zasebne lastnine, tudi do družine se je seveda tudi v zadnjih 2 desetletjih vse skozi nadaljevala. Pri nas ima kapitalizem izrazito pejorativen, slabšalen prizvok. Ne govorimo, da so kapitalisti, če hočete podjetniki, pravi zmagovalci oziroma tisti, ki so največji garant socialne varnosti, da so oni tisti, ki zagotavljajo delovna mesta. Ni država tista, ki je opolnomočena za to, da ustvarja delovna mesta, ampak je to stvar podjetnikov. Naloga države je pa seveda ustvarjati primerno poslovno okolje, da se bo ta podjetniški duh, ki je prisoten na Slovenskem, ne nazadnje, poglejte si samo ekonomsko zgodovino, vendarle je tudi Maribor pa Štajerska, recimo v obdobju bodisi Avstro-Ogrske, bodisi v obdobju kraljevine SHS in kraljevine Jugoslavije doživela izjemen vzpon, se gospodarsko razvila, ne zaradi nekega državnega intervencionizma, ampak zlasti zaradi podjetniške pobude Štajercev, Mariborčanov, Slovencev, ki so videli v svobodnem tržnem gospodarstvu, v kapitalizmu, tisti sistem, ki omogoča doseganje gospodarske rasti. Danes je seveda situacija slabša. Ravno zaradi obnove nekih dezavuiranih idej, da je svobodno tržno gospodarstvo nekaj najslabšega, kar se lahko zgodi, da potrebujemo vrnitev v preteklost, v obdobje samoupravnega socializma, ki je res da zagotavljalo enakost. In enakost je gotovo eden izmed demokratičnih idealov. Problem reforme v sodstvu je seveda v tem, da je sodstvo neodvisna veja oblasti in formalno pravno imamo neodvisno sodstvo. Vendar je izpolnjena samo tako imenovana zunanja neodvisnost, se pravi, da tako izvršna kot zakonodajna oblast ne posegata v sodno vejo, ni pa izpolnjena notranja neodvisnost, to je tista predanost sodnikov k pravičnosti, k idealom univerzalnega humanizma in liberalno-demokratske ureditve. In temeljno vprašanje po 2 desetletjih je, zakaj slovenska država ne deluje, zakaj natančneje zlasti pravosodni sistem ne deluje. Ne deluje zaradi tega, ker je to v interesu nekoga. V interesu tistega, ki nam je ukradel državo. Kdo je to? Sam pojmujem to z sintagmom tovarišija. Namreč tovarišija je zato, da bi tisto, kar je Karl Marx poimenoval kot prvotna akumulacija. To je razlastitev proizvajalcev potrebovala dvoje. Najprej potrebni pogoj, nedevalovanje pravosodja, ugrabitev države, če želite, pa to ni bilo dovolj. Zadostni pogoj za prvotno akumulacijo je bil pojavnost političnih kreditov. Se pravi, kreditov, ki so bili bodisi neustrezno zavarovani, oziroma to, kar se izkazuje v zadnjem času, ne samo, da niso bili ustrezno zavarovani, ampak marsikateri od tovarišev ni imel namena teh kreditov sploh odplačati. In odtod potem oropanost države, odtod to, da imamo po oceni Ministrstva za finance 4 milijardno luknjo slabih kreditov. Mi, poglejte, nimamo problema sistema
sistemske bančne krize. Če boste pogledali delež slabih kreditov, ki jih imajo tuje banke v Sloveniji, je na ravni 9%. To je primerljivo z ostalimi evropskimi državami. Nekatere imajo več, druge manj. Problem so državne banke, ki pa resnično in ekstremis odstopajo navzgor, zlasti največji Nova Ljubljanska banka in NKBM, kjer je delež slabih kreditov več kot 20%, se pravi, da vsak 5. evro, ki je posojen, zelo verjetno ne bo povrnen in sedaj ne bi seveda pozvani davkoplačevalci na krpanje teh lukenj. In zato je tisto, kar je resnično kvalitetnega v slabi banki. Ne toliko to, da po mojem seveda zažene ponovno kreditno aktivnost, ampak zlasti to, da omogoča sankcioniranje gospodarskega kriminala. Gospodarskega kriminala največjih razsežnosti, kajti v nasprotnem primeru se nam bo zgodba o bančni sanaciji ponovila. Čez 2, morda čez 5 let, se bomo zbrali na istem mestu in razmišljali o tem, ali sanirati banke z dokapitalizacijo ali z novo slabo banko. Skratka, prekiniti moramo s to incestno prakso povezave politike, bank in gospodarstva. Zdaj, kako to narediti? Sam sem prepričan, da zgolj z privatizacijo. Preprosto bo potrebno spoznati, da politika ni opolnomočena za vodenje bančnih poslov, da so politiki svojimi klici na banke, slabi bančniki, slabi gospodarji, da potrebujemo klasične lastnike, kapitaliste, lastnike finančnih institucij in da naj se država končno začne ukvarjati s tistim, za kar je ustanovljena. In primarna funkcija države je pravna država. In bolj kot bo Slovenija pravna država, manj bo potrebe za to, da bi bila socialna država. Kajti opustošenost socialna Slovenije in potreba po socialnih transferih, trdim, je v dobršni meri posledica nedovoljevanja sodstva. Ker če nas tovarišija ne bi pokradla, potem ne bi imeli toliko brezposelnih, ne bi imeli takšne potrebe potem, da se ljudem pomaga. Imeli bi lahko sicer neko tanko socialno državo, ki bi bila pa v bistvu rezidualna varnostna mreža. Skratka, trdim, da bomo morali Slovenijo predržaviti, bistveno večjo vlogo nameniti podjetništvu, zasebni inicijativi, ne samo zasebni inicijativi v gospodarstvu, tudi v izobraževanju, se zanesti na podjetnost slovenskega človeka, medtem ko pa v bistvu vse sile resnično usmeriti v gradnjo pravne države. Kako je to mogoče? Sam sem precej obupan, zaradi tega, ker zanašanje na spontani scenarij, na to, da se bodo razmere v pravosodju uredile same od sebe, to ne bo šlo. Nenazadnje je pravosodje samo od sebe sproduciralo kar nekaj pravosodnih reform, rezultat je katastrofa. Ne samo kršitev načela sojenja v razumnem roku. Sam trdim, da je to še manjši problem. Gre zlasti za nerazumne, če želite, slaboumne sodbe, ki nas napotujejo resnično na ugotovitev, kot je konstatiral že gospod Lahovnik, da ali v Sloveniji ni gospodarskega kriminala, kar so trdili prenekateri politiki, ali imamo pa v Sloveniji problem z infarktom
pravne države in sam mislim, da stanje v letu 2013 vse navzoče v tej dvorani napotuje na ugotovitev, da Slovenija ni ne pravna država, še manj pa pravična država.